Bitcoin ETF-i imajo spet rekordne prilive, ampak kljub temu imamo še vedno vpliv nemške prodaje zaseženih bitcoinov. Kaj bo zdaj zmagalo? No, pridružite se nam, da odkrijemo to skupaj. Lepo zdrav in dobrodošli v novi epizodi CryptoPulse, kjer za vas redno tedensko pripravimo novice iz kriptosveta, zato se tudi ne pozabite naročiti na kanal, da ne boste kakšne zamudili. In katere novice bomo imeli tokrat? Kot že omenjeno, Bitcoin ETF-i imajo spet rekordne prilive, ampak v ozadju preži prodaja iz strani Nemčije. Potem imamo prihod Ethereum ETF-ov, ki se vse bolj bliža, Circle doda EURC na Base omrežje in odobritev Solana ETF-ov bo očitno odvisna od predsedniških volitev v SDA. Kot ponavadi, kar precej novic nas čaka za ta teden, zato tudi predlagam, da kar začnemo. Vlagatelji v Bitcoin ETF-e potiskajo ceno navzgor, ampak nemška prodaja omejuje to rast. V zadnjih 3 dneh so vlagatelji v SDA vplačali več kot $650 milijonov v Bitcoin ETF-e, kaže na povečano zanimanje za kriptovaluto, kljub nedavnemu padcu cen. Ta vnovični priliv sredstev je vzpodbudil rast cen ETF-ov, kar je delno dvignilo tudi ceno samega Bitcoina. Medtem ko vlagatelji v SDA potiskajo cene navzgor, pa nemška zvezna kriminalna policija, BKA, s prodajo zaseženega Bitcoina izvaja prav nasprotni pritisk. BKA je v januarju zasegla skoraj 50,000 bitcoinov spletne strani za pretakanje filmov in jih je od takrat naprej postopoma prodajala. Ta prodaja je privedla do znižanja cene bitcoina in delno izničila učinek nakupa ETF-ov. Analitiki so glede vpliva ETF-ov na ceno bitcoina mešanih mnenj. Nekateri zdaj menijo, da bodo ETF-i dolgoročno podprli rast cen, saj olajšajo dostop vlagateljev do kriptovalute. Drugi pa opozarjajo, da so ETF-i še vedno relativno nov pojav in da je njihov dolgoročni vpliv na trg negotov. Na splošno je trenutno stanje na trgu bitcoina precej negotovo. Po eni strani vlagatelji v SDA kažejo povečano zanimanje za ETF-e, kar kaže na pozitivno dolgoročno napoved. Po ta drugi strani pa nemška prodaja bitcoina izničuje te dobičke in omejuje rast cen. Kako se bo trg razvijal v prihodnosti, je odvisno od več dejavnikov, ključno z nadaljnjim vplačilom v ETF-e, ukrepanjem BKA in splošnim stanjem na kriptotrgu. No, podrobneje si bomo ogledali tudi gibanje cene in kaj nam kaže v posebni izdaji CryptoPulse, kjer bo tudi tehnična analiza Bitcoina. SEC naj bi kmalu odobril prve ETF-e za Ethereum, saj potekajo pogovori med regulatorjem in izdajatelji ETF-ov vse bolj nemoteno. Predsednik SEC Gary Gensler je sicer poletje označil kot možno obdobje za začetek trgovanja, ampak izdajatelji počasi že čutijo, da je to poletje že kar malček dolgo. Optimistične napovedi prihajajo tudi strani Meta Huraha, glavnega investicijskega direktorja pri Bitwiseu. Po njegovem mnenju bi lahko Ethereum ETF-i v prvih 18 mesecih trgovanja pritegnili do $15 milijard investicij, kar je podobna vrednost, kot so jo dosegli Bitcoin ETF-i v prvih 6 mesecih. Na splošno novica kaže na bližnji prihod Ethereum ETF-ov na ameriški trg, hkrati pa ostaja odprto vprašanje glede odobritve ETF-ov za druge kriptovalute. To bomo podrobneje raziskali tudi v zadnji novici, kjer bodo omenjeni tudi Solana ETF-i. No, družba Circle, izdajatelj stabilnih kovancev, je razširila uporabo svojega z evrom podprtega stabilnega kovanca, EURC, na omrežje Base. Ta poteza omogoča hitrejše in cenejše trgovanje z valutami znotraj aplikacij za e-poslovanje.
Prednost nove integracije je predvsem v tem, da je EURC na Base prvič na voljo na Ethereum Layer 2 omrežju. Predtem je bil EURC dostopen le na omrežjih Avalanche, Ethereum, Solana in Stellar. Uporabnikom Layer 2 omrežij je bila sicer na voljo posrednja oblika EURC, vezana na različice na drugih omrežjih. Pomembno je tudi, da je novi EURC na Base skladen z zakonodajo MiCA, ki ureja trgovanje s kriptosredstvi. To je zdaj prvi primer, ko je globalni izdajatelj stabilnih kovancev zagotovil skladnost z MiCA na omrežju Base. Dodatna prednost je možnost enostavnejše menjave evrov v dolarje in obratno znotraj Base omrežja. Študija iz leta 2023 je pokazala, da lahko verižne transakcije zmanjšajo stroške menjave valut za do 80%. Uporabniki Base omrežja bodo morali zaenkrat počakati na izvedbo tovrstnih menjav preko svojih najljubših decentraliziranih borz. Iskanje EURC na Base verzijah borz Aerodom, Uniswap in BaseSwap trenutno ne pokaže nobenih rezultatov. Menjava je sicer mogoča preko funkcije uvoz na borzi PancakeSwap, a opozorilo uporabnikom pred tovrstno menjavo je precej resno. Skratka, uvedba EURC na Base omrežje ponuja uporabnikom hitrejše, cenejše in skladnejše zakonodajo trgovanje z valutami. Kljub temu pa bodo morali uporabniki decentraliziranih menjalnic počakati na njihovo implementacijo novega kovanca. Jaz pa upam, da se bo ta opcija čim bolj razširila tudi na centraliziranih menjalnicah, ker po pravici povedano jo kar pogrešam. Kaj pa vi? Kar komentirajte spodaj in povejte. Odobritev Solana ETF-ov bo odvisna od predsedniških volitev v SDA. Analitik ETF-ov pri Bloombergu Eric Balchunas je v objavi na platformi X 9. julija predlagal, da bi lahko izid prihajajočih predsedniških volitev med Donaldom Trumpom in Joeom Bidenom odločno vplival na odobritev Solana ETF. Balchunas je volitve označil za najpomembnejši dejavnik za odobritev Solana ETF. Volitve bodo potekale novembra, pred rokom za določitev o Solana ETF, ki je sredi marca 2025. Balchunas je trdil, da bi zmaga Bidena verjetno pomenila propad za Solana ETF-e. Po drugi strani pa bi Trumpovo predsedovanje lahko ponudilo bolj ugodno regulativno okolje, kar bi lahko povečalo možnosti za odobritev. Poročilo tržnega ustvarjalca kriptovalut GSR Markets z dne 27. junija napoveduje, da bi odobritev in lansiranje ameriških spot Solana ETF-ov lahko potencialno povečala ceno Solana za 9-krat. Kot že omenjeno, odločitev o Solana ETF je predvidena za sredino marca 2025. To sledi potem, ko je Chicago Board Options Exchange 8. junija vložila 2 vlogi za uvrstitev predlaganih ETF-ov, One Egg in 21 Shares. V vlogi je CBOE primerjala predlagane sklade Solana s preteklimi odobrenimi Bitcoin in Ether ETF-i. Poudarila je decentralizacijo, prepustnost in hitrost Solane kot prednosti, zaradi katerih je odporna na manipulacije, ki bi lahko škodile vlagateljem. Po pravilih SEC bo imela agencija 240 dni časa za odločitev o Solana ETF-ih. To bi omogočilo spremembo pravil, potrebnih za uvrstitev izdelkov One Egg in 21 Shares na CBOE. Analitik ETF Nate Geraci je dejal, da bo, ko bo SEC priznala vloge, ura za odločitev začela teči. Volitve leta 2024 v SDA so zdaj ključne za prihodnost kriptovalut.
Ker se glavne jurisdikcije pojavljajo kot središča za razvoj kriptovalut, je pomembno vzpostaviti močno regulativno podporo za tehnologijo. To pomembnost dodatno poudarja nedavna anketa Digital Currency Group, ki izpostavlja kriptovalute kot pomembno vprašanje za volivce v ZDA na prihajajočih volitvah leta 2024. To je predvsem posledica nasprotujočih si stališč vodilnih kandidatov. Trenutna Bidenova administracija je pokazala strogo regulativno stališče, ki ga nekateri razlagajo kot sovražno. Nasprotno pa je Trumpova kampanja nakazala bolj podporno stališče, saj si prizadeva postaviti ZDA kot globalnega voditelja na področju kriptovalut. Morda je tudi iz tega razloga prihajajočih volitev sek bolj prijazen, kar smo videli tudi pri odobritvi Ethereum ETF-ov. Kako so se vam zdele kaj novice tega tedna? Kar komentirajte spodaj pod videom, pa dajte video tudi kakšen všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. To bo tudi vse za to epizodo in ne se pozabiti naročiti na kanal, da ne boste zamudili naslednje. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.